Ja, lepo pozdravljeni, ljubitelji slakove glasbe. Kot ste lahko slišali, davnega 1964. leta se je začela pravljica, ko so se združili trio Lojzeta Slaka in fantje s Praprotna, in tale pravljica je trajala kar 47 let, do leta 2011, ko se je Lojze žal poslovil. Kot ste slišali, lansko leto torej smo obeležili 60 let Slakove glasbe, zato je še toliko bolj pohvalno, da se je ob tem dogodku avtorica knjige Anica Levstik odločila, da napiše čudovito knjigo. O Slakih, kot veste, mnogi ljubitelji, sta bili napisani že dve knjigi, in te dve knjigi je napisal velik poznavalec, etnolog, magister Ivan Sivec, ki je napisal skoraj 3000 besedil za narodno-zabavno glasbo in seveda dve tudi knjigi. Prvo knjigo smo predstavili lansko leto 23. novembra na Malem Kalu, ker je Lojze odraščal. Tam smo v simbolno ob Lojzetovem spomeniku posadili lipo, ne jaz, ampak so jo posadili Tomosove legende iz Sev pri Kamniku. No, oni so nas danes gostili, namreč mi smo imeli srečanje, vsakoletno srečanje. Mi imamo društvo, ki se imenuje Društvo pesnikov slovenske glasbe. Med njimi je bilo mnogo znanih tekstopiscev, od Ivana Malavašiča, ki je prvo pesem napisal za Slake, do Fani Požekove, Ivana Sivcej in mnogih drugih. No in danes smo imeli že 29. srečanje v Podčetrtku, zato sem jaz danes malo zamudil in vesel sem, da smo to danes obeležili. No in kot sem povedal, Jernej Štrajkar iz Sev pri Kamniku je skupaj s svojimi Tomosovimi legendami posadil lipo. Druga predstavitev je bila 19. decembra v muzeju Lojzeta Slaka. Tam je bil tudi med govorci magister Ivan Sivec in čez nekaj dni je na svoji Facebook strani napisal, da je gospa Anica opravila mojstrsko delo. Če to nekdo, ki je napisal skoraj 200 knjig, ne boste vedeli, vsak čas boste slišali Ivan Sivec, 200. knjiga, ki je išla, torej pomeni, da je priznan pisatelj. Zato zahvala Anici in čestitke za tako vrhunsko opravljeno delo. Jaz sem namreč mislil, da je s tem zadeva končana. Potem me pa nekega dne pokliče Anica, pa mi pravi, Franci, kaj pa če bi mi šli še s knjigo kje drugje po Sloveniji? Jaz na to sploh nisem pomislil. Jaz sem rekel, čudovita ideja. In kot je lepo Anja prej dejala, Slakovi fantje so šli v Slegano vas. Zagotovo mi v Slegano vas ne bomo šli, ampak načrtno izbiramo kraje, kjer bomo nastopili. Tako bomo 8. maja v Bukovici, torej rojstna vas, pevovodja Franca Potočnika, ki je tako čudovito izšolal fante s Praprotna. Ja, pa še kje drugje bomo. No in med drugim, evo, je bilo pol tretje že predstavitev v Trebnjem, 4. na Koroškem, Menda Dolže, kako se kraj imenuje, če se ne motim. Evo, danes je že 5. tukaj na Ponikvu. Zakaj smo se pa odločili za Ponikvo? Prvo, tukaj si je Lojze po kozjanskih koncih izbral svojo družico, gospo Ivanko, in smo rekli, moramo biti v Ponikvi. Lojze se je napajal v ljudski glasbi in kdo je ne pozna Vinsko trto, katero je tako čudovito napisal Anton Martin Slomšek, ki je bil od 1825. do 1827. leta kaplan na Vizelskem. Tudi tisto pesem poznate, en hribček nam kupil, naslov je pravilno Veseli hribček. Mnogi mislijo, da je to ljudska pesem. Ne, dokler je avtor znan, zakaj se ne bi povedalo, da je to pesem Slomška. Prav tako, jaz prihajam iz okolice Brežic, je v našem koncu bil eno leto kaplan v vinorodnih Pišecah, Valentin Orožen, ki je napisal čudovito pesem, za katero je pol kasneje uglasbil tudi Jože Pohorč, z naslovom Kje so tiste rožice. Jože in njegovi pevci so to tako božansko izvedli. Tudi Jože se je napajal v glasbi, torej v Slakovi glasbi in v narodno-zabavni glasbi, torej v ljudski glasbi, hoče vedeti. In zato je pravilno, da smo se danes tukaj zbrali, da predstavimo knjigo v teh čudovitih krajih. Še
še zadnja misel, danes ne bom preveč govoril, sem tudi se zelo zgodaj že vstal. Gospod Podboj je tako lepo povedal, kako je Jože cenil, sej tukaj, no, domačini to veste, mogoče tisti, ki niste iz teh krajev, da je Jože tudi tukaj na Ponikvi pokopan, a ne? Ja, in je tako cenil, kot je lepo dejal gospod Podboj, slaka skoraj bolj kot sam sebe in je bil prav užaljen, če je nekdo zaigral neko skladbo v drugem dvoru. Jaz bom pa povedal zdaj še eno skladbo z dovoljenjem Mojce, vdove po pokojnem Jožetu, kako je bilo tega žal v knjigi ni. Jože se s svojim prijateljem vračal z morja po nekih dneh čudovitega dopusta, sta tam na slovenski obali, jaz mislim, da je bila to slovenska obala, se peljala proti domu, dve lušni punci štopata, ja, Jože normalno, da je obstavil svoj avto, jih naložil. Takrat, veste, ni še bilo CD, pa ne vem koga, ampak kaseta. Jože je tako lepo igral slaka, oni dve sta pa tam nekaj v ozadju nekaj mrmrali, po domače bi nekaj jim ni štimalo, ja. Pa se peljejo, pol je pa Jože le vprašal, dragi punci, kaj pa tukaj narobe, kaj? Ja, veste, to pa ni glasba, katero bi mi rade poslušali, tako. Jože je pa, ko je videl nekje, ki je pravo mesto, da se ne bi nič zgodilo, na desno stran sparkiral, pa rekel, izvolite gospodič, ja, pa niste mi tako to misli, rekel, hvala lepa za sodelovanje, naj vas pelje tisti, ki bo imel tisto glasbo, katero vi radi poslušate, pa sta s prijateljem, nadaljevala, po doma. Evo, še en znak, kako znamo ceniti Slovenci glasbo. Jaz sem ob skladbah Lojzeta Slaka, mama prihajam domov, tudi jaz sem pripeval bom, pa pol leto sem izgubil svojo zlato mater, pol lansko leto, vem, kaj beseda mama pomeni. Tako da skratka, jaz sem ob Slakovi skladba joka in to, kar so Slaki zapustili, kot je gospa Ivanka dejala, to je pravljica, o kateri lahko mnogi ansambli samo sanjajo. To bo še mogoče desetletja, stoletja trajalo, razne brajde, pa čez leto dve ne bo nihče o njih ni več. Še eno vam bi rad povedal. Čestitke Anici, da se je skupaj s družino Slak odločila, da je namenila, da je ceno postavila samo 39,5 €. To je po domače povedano zastojno. Jaz sem, kot ste prej slišali, živel 30 let v Švici. Če bi to knjigo, normalno je tam drugo življenje, kupil v Švici, bi bila 200 do 300 švicarskih frankov. Verjemite mi, brez pretiravanja, da je ta knjiga vredna 100 švicarskih frankov. Danes greš v Špar nekaj, kupiš, a po Lidl, takoj si 50-60 € zgubil. Tako da jaz priporočam, da vsak ljubitelj Slakove glasbe si to knjigo nabavi, pa mu bo večni spomin. Hvala, da ste mi prisluhnili, lep večer in lahko noč.